Slovenska reprezentanca do 21. leta bi morala v marčevskem terminu gostovati v Andori, a je bila kvalifikacijska tekma zaradi neustreznih igrišč prestavljena na maj. Zato so se v našem taboru odločili za tekmo s Hrvati, ki so bili v tem terminu prosti. Koper in Obala sta s sončnim vremenom in pomladnimi temperaturami ponujala primerne pogoje za prijateljsko srečanje, ki je bilo zanimivo tudi zaradi nekaterih že uveljavljenih nogometašev v obeh reprezentancah. V naši so zaigrali tudi vratar francoskega Bordeauxa Ašbe Juk, član Čezene Luka Kranjc in igralec Primavere Milana Žan Benedičič. Hrvatje so se predstavili tudi s članom nizozemske Brede Stipetom Perico, Josipom Radoševićem iz Napolija, Franom Mlinarjem iz Udineseja in z Marjem Pašalićem, ki je novi član londonskega Chelsea. Spodbudna tekma, treba vedeti, da Hrvaška je stalno mlajše selekcije, so na evropski prvenstvi, ne govorimo o 21, govorim spodaj, A jim je skozi med 15 in jaz sem že tle, bi rekel, 600 leto in vem vsaka generacija naših mlajših, če je to 18, 17 ali pa 21, če igra dobro s Hrvati, je to perspektivna generacija. Slovenski selektor Tomaž Kavčič sicer ni imel na razpolago vseh igralcev, saj so zaradi poškodb manjkali Jelenič, Črnec, Blažič, Bratanović in Šporar ter po dogovoru tudi Haris Vučkić. Po uvodnih minutah brez presežka so Hrvatje prvič zapretili po podaji iz kota, ko je na golovi črti dobro odreagiral Janža. Nato pa nekaj strelov z razdalje. Najprej je poskusil Bradarič, na drugi strani tudi prva slovenska akcija z nenatančnim zaključkom Žureja. O Perici, ki je kreiral igro v hrvaškem napadu, je nase opozoril tudi Pašalić z 2 streloma. Še posebej nevaren je bil tale v 37 minuti, ko se je Juk izkazal z obrambo. Ampak delo tudi za hrvaškega vratarja Zelenika, kateremu je z dobrim udarcem zapretil Verbič. Vsaka tekma je ista, vsaka tekma se gre na zmago, zdaj prijateljska, gor dol, treba je zmagati. Poskušamo igrati po svojih najboljših močeh in potem na koncu tekme vidimo, kaj to prinese. Začetek drugega polčasa so zaznamovale številne menjave, tako da se je sosedski dvoboj začel praktično znova. Ampak po slovenskih notah se je domžalski vezist Žan Majer v 4. minuti nadaljevanja izkoristil dobro pozicijo za strel in matiral drugega hrvaškega vratarja Slugo. Vodilni slovenski zadetek je poskrbel za še odločnejše poteze in tekma je bila zato vse do konca zelo živahna. Omembe vreden je bil strel Mišiča, Čanadžija je izkoristil domiselno podajo preko kazenskega prostora, a ni bil natančen. Ko se je tekma pod taktirko madžarskega sodnika Ištvana Saba že približala zadnjim minutam, bi lahko zmago potrdil Benedičič, ki pa je bil po podaji iz kota premalo natančen. In potem so Hrvatje izpeljali še eno akcijo, s kakršno so zapretili že nekaj minut prej, le da je bil tokrat Čanadžija natančen. 1-1 in obet, da bo to tudi končni razplet prijateljske tekme med sosedoma. Nato pa zmagoslavni trenutek debitanta v naši izbrani vrsti. V Parizu rojeni Antoine Nicolas Reisel se je v gneči najbolje znašel in se na najlepši možni način predstavil v dresu države svojih prednikov. 2-1 in velika zmaga proti višje rangirani reprezentanci.
Ouais, c'est mon premier match. Je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. Zelo sem vesel, da sem zraven in da sem odigral prvo tekmo v dresu slovenske reprezentance in dosegel zadetek proti močni Hrvaški. Je suis vraiment très content. Oui, je suis très ambitieux, mais pour l'instant, il faut que Seveda imam ambicije, da bi nekoč zaigral v članski reprezentanci, ampak počasi, korak za korakom. J'espère faire mes preuves en club et en équipe nationale aussi. Jaz mislim, da smo predvsem pokazali veliko več želje k Hrvati. Mogoče so imeli oni več posesti, več žogov, ampak mislim, da se je ta želja, ki smo imeli po zmagi, na koncu nam je to predvsem obrestovali in čestitam fantom. Naslednje tekme mladih upov bodo spet kvalifikacijske, najprej 2 z Andoro, nato še gostovanje v Estoniji. Zaostanek za vodilnima ekipama v skupini Rusijo in Dansko je velik. Te zadnje 3 tekme bomo pač poskušali zmagati in pol na koncu bomo videli, kje bomo na lestvici in glede na pozicijo bomo videli, kaj bo. Jaz mislim, da bomo te 3 tekme odigrati korektno. Naš cilj je 9 točk. Vemo, kje smo naredili napake, kje smo izgubili tiste točke, ki bi nas zdaj nekako držale v vrhu. Ampak ne glede na to, mi smo pripravljeni te 3 tekme zmagati in se posloviti z čim večjo bero točk. Prva tekma v Andori bo 30. maja, povratna 3. septembra v Sloveniji. Kvalifikacije bo izbrana vrsta Tomaža Kavčiča sklenila 9. septembra v Estoniji.